vsako dejanje šteje. To vsako leto znova, sedaj že 12. leto dokazujejo tudi sodelujoči v Skrbimo Slovenija štafeta semen. Ideja se je porajala, ko smo ugotovili, da potrebujemo enake cilje. Že takrat smo nekateri videli, kam ta svet drvi in smo organizirali štafeto semen, ugotovili samo, da je skupni cilj zdrava hrana. V Sloveniji smo izgubili že 80% semen, samo 20% še jih imamo. Ohranjajo se iz roda v rod. Tudi mi smo potem šli v akcijo, nabirali smo semena za Slovensko gensko banko, niso jih razmnožili, zato sedaj dajemo na izmenjevalnicah, da so semena v zemlji, da se vedno znova rastejo, sadijo in se obnavljajo. To pa ne more biti hibridna semena, ne gensko spremenjena semena. Lahko pa kupite hibridne semena in tudi kmete, nekateri se ne zavedo, da vedno znova kupujejo hibridna semena. In če hočejo, da bo takšen donos, kot piše na vrečki, morajo kupovati mineralna gnojila in kemijo za takšen donos. In siromašiti zemljo in z 30-tonskimi traktorji hoditi in potlačiti vso zemljo, da uničijo vse mikroorganizme. In potem morajo kupiti nov stroj, da razrahla zemljo, ki so jo prej povozili in tako naprej. Zato je pomen ozaveščanja, kako sonaravno pridelati hrano, čedalje močnejši in kar nekaj slovenskih kmetov, ki znajo pridelati zdravo hrano, je tudi že izstopilo iz subvencij in ne želijo imeti več subvencij, ampak pridelovati za za ljudi, ki jih poznajo, dejansko zdravo hrano. Da lahko vsak nekaj naredi, šteje prav te naša dejanja. Naša dejanja, ko smo določili, da najmanj 11 zrn semen poseješ, 11 zrn semen naslednjo leto izmenja s prijateljem in 11 zrn shraniš za naslednjo leto, ker ne veš, a boš kaj pridelal. Tole vam podajam to košarico, ki jo boste dajali naprej in vsak si naj vzame seme. Gospa Gelca, kje ste? Gospa Gelca je na invalidskem vozičku. Gospa okopava in pridelala je seme motovilca, ki ga boste sedaj lahko vzeli s seboj. En aplavz za njo. Notri je seme tatarske ajde, da za naše čebelice in opraševalce, brez njih ni življenja. Imate pa tudi bob. Bob je stara stročnica, ki raste v Sloveniji, naše babice so ga poznale. Če ga boste posadili na vrto, bodo najšle vse uši, bobo ne bo škodovalo, vi pa boste lahko bob pojedli in tako imate biotsko pestrost na eni sami rastlini. Tako da vse to velja nekaj izbrati, posejati, ker želite biti srečni, ne? Kako si lahko srečen? Ko daš drobceno seme v zrno v seme in gledaš, kako raste in cveti in te radosti. In največja težava, ki imamo mi, ki delamo zemljo, ki se zavedamo tega, je ta čudež narave. Kdaj je rastlina najlepša? Takrat, ko raste, ko semeni, ko zori ali takrat, ko jo poješ. Največja dilema. Se strinjate, kar so povedali govorci? Imate kak predlog, kako bi uravnali to naše življenje, da bi šlo bolje, v pravo smer? Če jih imate, jih napište tam. Bi poslali potem pobude iz posveta in sedaj gremo na drugi sklop vprašanj. Spoštovana Tatjana Buzeti, slišala ste par izhodišč naših gostov, kako bi začrtali dejansko kmetijsko politiko in politiko države, da ne bi ljudje čutili pritiska odločevalcev in bi lahko svobodno živeli na svoji zemlji. Je to še sploh mogoče? Sistemski pristop ima vedno neka pravila, nek konsens. Če so prava, se zdijo mogoče v enem obdobju, v drugem ne.
Mislim, da predvsem ta pritisk oziroma to, da odgovarjamo na naše specifične potrebe, lahko izboljšamo s tem, da tako kot je eden izmed sogovornikov povedal, prilagajamo ukrepe naši realnosti. Tako kot sem pravila, jaz verjamem v trajnostni model, ampak ekonomski, gospodarski, družbeni, da je z tega vidika enakomerno spostavljen. In to pomeni, da politiko, ki jo razvijamo, predvsem pa implementiramo, ves čas spremljamo in prilagajamo temu, kar potrebujemo. Sigurna sem, da tukaj večina nas zna pridelati svojo hrano in verjetno ima tudi možnosti pridelati svojo hrano. Niso pa vsi to zmožni. In v bistvu kot sistem moraš ti zagotavljati prehransko varnost za vse. To pomeni, da tudi tisti ekonomski del, da pripeljemo hrano na police, je pomemben. Ampak na kakšen način? To, kar smo se pogovarjali, ne? Ali je to ekološki, tako kot se je že nekoč, saj tudi nekoč smo šli bolj k kmetu, pa smo kupili, zdaj imamo trgovca, k katerem gremo pa kupimo in za njim je cel en, bi rekla, mehanizem tudi, kjer moramo zagotavljati kakovost, varnost in pa tudi neko zanesljivost ponudbe. Danes govorimo o prehranski varnosti, kajti nihče se ne počutil varnega, ko so začele mogoče kakšne stvari na polici primanjkovati. Pa tudi, če samo pogledamo mogoče nekaj mesecev nazaj, ni treba leto, zdaj, ko so nam ušle cene hrane kar naenkrat navzgor. Ušle so nam, kaj smo rekli, mi smo razvrednotili proizvodnjo hrane, v bistvu tudi same cene, koliko je hrana vredna. Vsi bi imeli najkakovostnejšo za v bistvu ceno, da si jo lahko vsi privoščimo in mislim, da je tudi z etičnega vidika neke družbe to nek standard. Ampak to za sabo zahteva zaenkrat tudi subvencije. Našega kmeta, tisti, ki je recimo bolj proizvodno naravnani, zelo težko obdržimo na trgu, kjer konkurira z kmetom, ki je 10-krat večji, še 10-krat bolj opremljen, pa še ne vem koliko več podpore dobi, bomo rekli. Tako da v bistvu tisto lokalno samooskrbo, o kateri govorimo, da zagotovimo vsem nam, lahko v bistvu večamo na več načinov. Eden tudi s tem, kar smo vsi v bistvu govorili, da sami pridelujemo in z nečim, kar je izpostavila ravnateljica, kako se do hrane obnašamo. Mi v bistvu zavržemo več kot 140,000 ton letno, samo v Sloveniji. In več kot polovico te hrane zavržemo gospodinjstva. Torej, vse zgubi tudi v verigi, ampak manj kot polovica. Torej, mi nimamo odnosa do hrane, zato nam je hrana predraga, dokler jo na tak način v bistvu zavržemo brez problema. Mislim, da moramo po celotni verigi v bistvu delati. Zaradi tega imamo tudi strategijo zmanjševanja, ampak pomemben je akcijski načrt. Pomembno je, kako se bomo mi tega lotili, pa naj bo to v šoli, vrtcu, a predvsem pa doma, v gostinstvu in pa tudi v verigi sami. Tako da sigurno ni lahko razvijati politike zdaj, ampak mislim, da je zelo pomembno, kako mi ukrepe, ki jih razvijamo, prilagajamo na različne realnosti in predvsem na potrebe. Ja, res je, najlepša hvala, gospa Tatjana. Mi računamo na vas, da boste dejansko nekako ločili konvencionalno in ekološko, sonaravno, biodinamično kmetijstvo in podprli prizadevanja, da se le tega delež poveča. Tako da res en velik aplavz v spodbudo.